Kaj je bilo danes zjutraj pri gospodu Cviklu, da ste odšli spet iz seje? Gospod Cvikl na noben način noče, da bi se zaslišal Darka Njavro, ki bi lahko marsikatere zadeve razkril. Dejstvo je, da ga ni hotel zaslišati, češ da bi morali govoriti o tajnih podatkih, vendar pa gospod Njavro ni imel odveze tajnosti zaradi svojega dela v času 1991 do 1994. V komisiji smo zahtevali, da ga pa zaslišimo o tistih zadevah, ki ne sodijo v to obdobje in ki nimajo oznake tajnosti. In smo izglasovali v komisiji, 3 smo bili za in en sam je bil proti, da gremo na odprto sejo. Na odprti seji je gospod Cvikl zopet izvedel enega od svojih manevrov in je začel gospoda Njavra spraševati o zadevi, ki sodi v zaprti del, čeprav smo se dogovorili, da tega zdaj ne bomo. Na ta način je onemogočil zaslišanje Darka Njavra pred publiko, pred javnostjo, da bi Slovenija izvedela, kakšne svinjarije so se nasplošno dogajale. In ko smo šli v zaprto sobo, seja ni bila sklepčna in vendar je gospod Cvikl to sejo ne prekinil, ampak jo je končal in jo je zaprl, navkljub temu, da seja ni bila sklepčna, kar je zopet skregano z poslovnikom. Kaže, da Cvikl noče na noben način zaslišati Njavra, ker se boji, da bi prišle ven kakšne svinjarije v zvezi z temi gospodi, ki se danes delajo tako lepe in ki valijo krivdo na druge hrbte. Zdaj bojte, a vam Rudolf Leban ime, kaj pove? Rudolf Leban je človek, ki se je pojavljal v nekih kšeftih sem ter tja in dvomil bi, da je on imel kakšne zadeve s Patrijo, kakšne večje zadeve. Mogoče jim je rihtal kakšne, tako kot je povedal na televiziji, kakšne protidobave, vendar po mojem mnenju kaj velikega zagotovo ne. Za orožje pa, kako jaz vem, se on čisto nič ne spozna. Še nekaj anonimka, ki ste jo spravili ven, je vaša ali je anonimna? Anonimka je anonimka. Nisem je dobil samo jaz, dobili so jo tudi mediji, vendar so nekateri mediji po nalogu to anonimko vrgli stran in je sploh niso obravnavali. Še huje, tudi novinarske konference niso obravnavali nekateri mediji. V anonimki je cela vrsta zadev, ki jih mora preiskati tožilstvo oziroma policija, zato smo mi tudi poslali to anonimko na policijo in na tožilstvo za zahtevo, da to zadevo proučijo. Vkolikor ne bodo hoteli tega narediti, potem bomo v doglednem času, ko nam bodo odgovorili, pa zahtevali oziroma vložili kazenske prijave. Najlepša hvala. Tudi vam.